ta fibromialgija je ena taka zahrbtna bolezen, zaradi tega, ker ne spiš po noči, zaradi vseh teh bolečin ti začnejo odmirati tudi možganske celice. Ne? In to se pozna tudi na spominu, na govoru. In kako pol je sploh od tega, zdaj, kar sem se povedala, kako si pol prišla do kuhanja? Želim, da se spomnim nečesa, ne? Ker me je bilo vedno strah, da se ne bom spomnila. Ne vem. In takrat sem je začela kuhati. In ker sem želela, da vsi ti dobri recepti ostanejo nekje zapisani, ravno zaradi otroka, da se boste spominjala mojih jedi, tako kot se jaz spominjam jedi svojih staršev, sem začela to zapisovati. Zanimivo pa je, da tekom tega, ko sem jaz fotografirala, ko se ti skoncentriraš, saj veš, enako je pri tebi, paziš, da sestavine niso preveč skupaj, se fokusiraš na detajle, postavitve. In zanimivo, da so naši možgani sposobni razmišljati oziroma se koncentrirati na eno stvar. In medtem, ko sem se jaz koncentrirala na to, nisem zaznavala bolečine. Tisto, ko gledaš sladico in bi jo najraje požrl, pa ne smeš, a ni boljše, da če se ti že zalušta, da tisto eno sladico poješ? Lepo prosim, ne razkuhati testenin. To je bilo tik pred novoletnimi prazniki, torej konec novembra. In takrat, ko sem jaz šla po knjigo tole, prvi izvod, takrat je moja mama možganska kap. In še zdaj se spomnim trenutka, tisto, ko dobiš težko pričakovano knjigo, pa ne veš, kaj z njo početi. Ja. Dobrodošli v podcastu v Menzi. Danes je z menoj prav posebna gostja. Sigurno jo že vsi poznate. Je avtorica številnih kuharskih knjig. Njeni recepti so doma praktično vsaki kuhinji po Sloveniji. Danes je tukaj Urška Fartelj. Urška, pozdravljena. Sašo, pozdravljen. Kakšen lep uvodnik si naredil. A je bil v redu? Super. A veš, lahko bi bil še daljši, ne? Pa sem rekel, bom pustil še malo za kasneje, za med pogovorom. Da te ne bom preveč hvalil že samem začetku, ker seveda si to zaslužiš. Urška, ti si ravno kar izdala novo knjigo. Sicer se bova potem kasneje dotaknila malo bolj podrobno, ampak čestitke. Katera knjiga je že to? Hvala. Tole je 6. knjiga v sklopu 220 stopinj poševno. Imam pa še eno, za katero mnogi ne veste, in sicer otroško kuharsko knjigo. Jaz sicer vem. Nisem jo prelistal. Ja, ko sem te malce prebrskal od te knjige, sem bil prav presenečen, ko sem zagledal. Ja. Daj mi povej, kak se pravi otroška... Zabava na izgubljenem otoku. Okay. In sicer napisana je bila za moja otroka. Ko sta bila še zelo majhna. Knjiga je razdeljena na 5 vsebin. In sicer tudi recepte vsebuje take, ko jih lahko otroci pripravijo. Na začetku je ena poučna zgodbica o gusarjih, ki na koncu ugotovijo, da namesto boja lahko zmaga, če si prebrisan ali pa ustvarjalen. Skratka, poučna zgodbica. Vsebin je tudi, recimo, kako si otroci lahko pripravijo te gusarske pripomočke, potem igre, kaj se lahko grejo. Napisana je pa bila tudi zato, ker sem jaz prej delala v enih termah kot vodja animacije in smo velikokrat iskali neke tematike, kaj vse prirediti za rojstni dan. In ni bilo tega vsega v eni knjigi in sem potem jaz to napisala. Moram pa povedati, da je knjigo pa ilustrirala takrat, mislim, da je bila stara 3,5 let, ena Inara, ki živi na Švedskem. Ona je ilustrirala, potem ko ji je mama prebrala vsebino oziroma zgodbo, je ona po spominu ilustrirala, mama je pa potem pobarvala, ker Inara še ni zmogla tako dolgo držati barvice, ampak ilustracije Inare, in to mi je pa še zdaj nepojemljivo, kako lepo je to naredila. In to je moja prva knjiga. To je tvoja prva knjiga? To je moja prva knjiga. A res? To sem pa mislila, da je kje vmes med serijo 220 potem Ne, to je prišla pa ven.
čisto nova zgodba. A, Preden je okej. nastala sploh zgodba 220. Se pravi, ta knjiga je še pred tem, preden si začela Tako, spletno tako, stranjo, pa z vsem tako. išla. Res. Tako. Ker no, pa če pa greva mogoče malo nazaj, kako si pa sploh ti začela? Jaz sem prebral, da imava eno skupno stvar, in sicer oba sva isto enako srednjo šolo zaključila. Jaz sem srednjo zdravstveno in ti tudi. Jaz sem tudi hodila v srednjo zdravstveno in moram povedati, meni je ta šola dala, ne bom rekla samo znanja iz zdravstva, ampak neke vrste šola za življenje. Ker toliko znanja in vsega, ki ga lahko tudi potem kasneje uporabiš, ne samo, mislim, tudi zdaj pri kuhanju, ker ne vem, ti si malo mlajši od mene, ne? Ne vem, kakšne predmete ste vi imeli, ampak jaz se spomnim, da smo mi mogli še izrezovati, recimo v prvem letniku pri enem predmetu zdravilne rastline. V srednji šoli? Ja, Aha. in smo mogli izrezovati zdravilnost rastlin, katere vse te zdravilne učinkovine vsebujejo in kako to vpliva na telo. In meni je bilo to zelo zanimivo. In vedno, ne vem, tudi zdaj, ko kaj preberem ali se naučim, mi ni dovolj, da zvem, ne vem, to pa vpliva na to in to. Mene je vedno zanimalo tisto zadaj, zakaj? Zakaj pride do tega, zakaj je to zdravo, zakaj ni, na kaj vpliva. In zato je jaz vedno pravim, meni je ta šola, če bi se še morala enkrat odločiti za srednjo šolo, je to. Srednja zdravstvena šola. Res, se strinjam s teboj, ker jaz sem recimo kolebal med gimnazijo in tem in moram reči, da sem zelo zadovoljen, da sem neka taka znanja, življenjska znanja, dobil iz te izkušnje. Ne? Ja, pa fajn je, veš, ko veš, da lahko, če se komu kaj zgodi, da takoj priskoči, sploh, če imaš otroke. Ne? Pri nas je vedno mama tista mama. Ko mene kličejo, vem, ali so lačni, ali so pa bolani. Tako. Ok, se pravi, vladaš tudi, poleg tega, da še skuhaš, imaš še družinsko lekarno čez. Ja, glej. Ok, deva še pol let naprej, se pravi, zdravstvena šola, potem si pa ti čisto zamenjala kariero. Ja, potem jaz sem se vpisala tudi na fakulteto za šport, ker sem bila celo življenje športnica. Potem sem se pa poškodovala. In na fakulteti za šport je takrat bilo žal še tako, da če nisi mogel narediti praktičnega izpita zaradi kakšne poškodbe, nisi mogel iti na teorijo, pomeni, da nisi mogel narediti letnika. In jaz sem takrat glih na koncu tega izpitnega obdobja pri izpitu košarke skočila sošolki na stopalo in njej so šle križne vezi, meni je šlo stopalo in sem pač morala pavzirati, takrat pač doma denarja ravno ni bilo, sem se zaposlila kot študentka v enem zdravilišču. Tam mi je postalo všeč, prvi denar je prišel, veš, lahko si nekaj kupil, ponudili so mi dobro službo in potem sem izredno doštudirala, naredila še faks. Ne fakulteto za šport, ampak za menedžment. Ja, v bistvu, jaz se vedno hecam, da je trajal faks 4 leta plus diploma. In moj mož, takrat sva se že spoznala, je rekel, da dokler ne dokončam faksa oziroma ne dobim diplome, ne bova imela otrok. Tako da sem hitela in sem v 2 letih naredila vse letnike in v 2,5 letih potem diplomirala. Wow, kakšen zanimiv pogoj je to. Ampak po svoje razumem, se potem ni več časa, pa se ponavadi kar zavleče, ne? Ja. Jaz še zdaj nisem naredil diplome, tako da le. Saj, glej, imaš še čas, glej. Ja, pač treba se kar potisniti, ne? Ja. In kako pol je sploh od tega, zdaj, kar sem se povedala, kako si pol prišla do kuhanja? Jaz približno že poznam tvojo zgodbo, kako se vse skupaj začelo, bi jo podelila mogoče z nami? Ja, jaz kot najstnica, pa tudi kasneje, ko sva se z možem spoznala, jaz nisem vedela kuhati. Ko je prišel k meni, je dobil jajca na 101 način, drugače pa ne.
Nikoli mi ni bilo treba doma kuhati, rada sem imela hrano, dobro hrano, pri nas doma se je vedno dobro kuhalo, dobro se je kuhalo tudi pri sorodnikih. Oba sva imela službe take, da sva delala cele dneve, torej od jutra do večera, prehranjevala sva se v službah in enostavno potrebe po kuhanju ni bilo. Potem sem pa zbolela od vsega tega fizičnega napora in dela. Prišla je fibromialgija, utrujenost, stalne bolečine, službo sem morala zamenjati in ta fibromialgija je ena taka zahrbtna bolezen, ki poleg bolečin v mišicah in stalne utrujenosti, zaradi tega, ker ne spiš ponoči, zaradi vseh teh bolečin, ti začnejo odmirati tudi možganske celice. Ne? In to se pozna tudi na spominu, na govoru. En cel tak krog nastane, nesprespanost, bolečine, slabši spomin, ki se vrti in ni konca. In takrat sem dobila otroka in sem vedela, da moram nekaj narediti, ker pač želim, da se spomnim nečesa, ne? Ker me je bilo vedno strah, da se ne bom spomnila. Ne vem, ali da ne bom otrokoma mogla nuditi tisto, kar sem jaz dobila od svojih staršev. Moj otrok prvi je dobil ogromno alergij in takrat sem je začela kuhati. In ker sem želela, da vsi ti dobri recepti ostanejo nekje zapisani, ravno zaradi otroka, da se boste spominjala mojih jedi, tako kot se jaz spominjam jedi svojih staršev, sem začela to zapisovati. Moja mama je zapisovala recepte v knjige, mi imamo računalnik, malo je lažje, vse skupaj, če ti kaj ni všeč ali se zmotiš, popraviš. Tako da sem jaz začela to zapisovati na računalnik, odprla sem blog in pač začela zapisovati. Ker sem pa želela oziroma ker nisem vedela, kako bo napredovala moja bolezen, sem si nekako predstavljala, da če jaz naredim več fotografij neke jedi, da ko se jaz več ne spomnila, mogoče pa fotografijo pogledala, pa mi bo lažje pripraviti neko jed. In zato so moji recepti vsebovali takrat proti drugim zapisanim receptom res ogromno fotografij. In ljudje so izgleda želeli kuhati, našli so moje recepte, kjer so videli, da so se lahko vmes tudi med fazo priprave prekontrolirali, če so na pravi poti, ker takrat še video nismo snemali. So začeli uporabljati moje recepte, ne? In tako se je potem vse začelo. Čisto tako splet naključij, pravzaprav vse skupaj, ko takole opisuješ. Ja, iz nekih lastnih potreb oziroma nekega strahu, kaj bo, kaj lahko prinese. V bistvu je to bila moja neka ziheraška naložba, ali kako bi temu rekla, za prihodnost, da otrokoma zapustim nekaj dobrega od sebe. Ampak zanimivo pa je, da tekom tega, ko sem jaz fotografirala, ko se ti skoncentriraš, saj veš, enako je pri tebi, paziš, da sestavine niso preveč skupaj, se fokusiraš na detajle, postavitve. In zanimivo, da so naši možgani sposobni razmišljati oziroma se koncentrirati na eno stvar. In medtem, ko sem se jaz koncentrirala na to, nisem zaznavala bolečine. Zanimivo. Ja, in ravno ta koncentracija je meni pomagala, jaz temu rečem, neke vrste joga za možgane. V bistvu preusmerilo vse to na detajle, na fotografijo, na okus, na barve in nisem zaznavala te bolečine. Ne. Posledično tudi nisi tako utrujen. In ker sem zapisovala stvari, se je tudi koordinacija rok, prstov, razmišljanja začelo ne slabšati, ampak izboljševati. Wow.
Ja. Zanimivo. In to me je držalo gor, torej, da nisem odnehala, da se nisem upokojila ali pa ne vem, ker sem imela tudi zdravniške preglede za invalidsko in tako naprej. Ampak vedno sem si mislila, da če bom šla, oziroma da bom pri teh mojih letih kakorkoli, ne vem, invalidsko upokojena ali kaj, da se bom še bolj smelila sama sebi in da me bo psiha pripeljala do tega, da bo slabše, da ne bo boljše. Ne. Tako da v bistvu me je tole rešilo, oziroma me še danes rešuje. No. Ful zanimivo. Ker sem zasledil, da veliko ljudi, ko ima fibromialgijo, da depresija dostikrat spremljajoč, da hitro zapadejo v nek tak miselni... Ja, zdaj predstavljaj si, da imaš vsak dan, sploh po noči, ko se vsi želimo naspati, stalne bolečine, stalno utrujenost. Recimo, najlažje si jo boš predstavljal, če ti povem, da je to bolečina zelo podobna muskelfibru. Okay. Peče, boli, bolj se premakneš, bolj boli. Recimo, večkrat po noči je občutek bil te bolečine tako močan, da sem bila paralizirana, da se nisem mogla premakniti, da nisem mogla mezinca premakniti, da sem vso energijo mogla preusmeriti, ker nisem več mogla ležati na hrbtu, ker me je že tak hrbet bolel od bolečine, ampak še premakniti se nisi mogel. In ko to trpiš vsak dan, človek ni železen, depresija pride slej ko prej za tabo. In potem greš k zdravniku, ti ponudijo tablete in jaz sem, ker sem bila v zdravstvu, videla, kaj vse lahko naredijo ti antidepresivi, kako lahko pozitivno, pa tudi negativno. In sem rekla, da jaz tega ne bom jemala in nikoli nisem hotela jemati teh antidepresivov. In hvala Bogu, evo, trkam, da se je tole našlo. Ne? Odlično. In se je v takrat zboljšala zadeva? Ja, moram povedati, ja, glej, ko si ti v službi, pričakujejo od tebe, da 8 ur sediš, delaš, če imaš delo, če nimaš dela, 8 ur moraš biti v službi. Ja. Ko si sam svoj šef, tako kot zdaj midva, ko ima svoje podjetje, včasih delamo 12 ur, 15 ur, je tako, ampak včasih pa lahko delaš tudi 2 uri, ali pa si vzameš fraj. In to meni pomaga, torej, da takrat, ko pridejo tisti slabi dnevi, ko me vse boli, ali ko delamo 2-3 dni skupaj, da si lahko vzamem čas zase, da ne rabim prositi bolniške, ne rabim dopusta, ampak da se enostavno vležeš, poslušaš svoje telo in ga pustiš, da gre skozi, oziroma da se sprosti in da potem ti lahko spet razmišljaš in delaš s polno paro. Ful zanimivo, res, kako se življenje obrne. Daj mi povej, če greva pa že malo naprej na tvojo spletno stran, se pravi, ti si najprej zapisovala recepte v bistvu bolj za ožji krog, nisi pričakovala niti, da bo šel ven v poširni Sloveniji, pa tako vsi tvoji recepti, predvidevam. Jaz sploh nisem vedela, jaz sem malo starejša, ne, od vseh vas. Ja, ampak moraš, Sašo, razumeti, Okay. da jaz sem se z računalnikom spoznala v srednji šoli. Okay. Ne? Vsi ti, glej, od vrtca, sploh še v vrtcu niso, pa že obvladajo računalnike oziroma tablice. In jaz si nisem predstavljala, kaj pomeni, ko ti daš neko stvar na splet. Kaj to lahko potegne za sabo. In spomnim se trenutka, ko mi je ena gospa rekla, pa ti ful lahko zaslužiš na spletu. In sem jaz razmišljala, pa kako? In vem, da še danes mnogi razmišljajo, da, jaz sem tudi takrat tako, da če nekdo pride na tvojo stran, ko klikne in odpre, da bo meni padel 1 evro. To bi bilo pa dobro. Ja, ne. Torej, da z vsakim klikom ti zaslužiš, ne vem, nek denar. In si rekla, pa kako jaz lahko s tem, ko jaz vsebino dam na splet, kako misliš, da jaz lahko zaslužim, ne?
In tega jaz enostavno, če ne rasteš z računalnikom, takrat tega ni bilo, veš, toliko kot je danes, mislim, ni bilo 0,5% Veliko manj vsega je bilo, res tega, je. ne, kot zdaj. Tako da meni je bilo to nepojmljivo. Torej, jaz sem začela na splet dajati iz lastnih potreb, Okay. in da boste otroka pač imela neko kuharsko knjigo, ki ne bo zapisana v zvezku, ampak bo na spletu. To je bil moj cilj oziroma namen pisanja na splet. Kaj pa je, Jedi so pa bile tiste, ki smo jih jedli doma. Torej domače, preproste, tisto, kar je bilo všeč otrokoma, možu. Saj tako je, pa v bistvu še najbolje, ne? Ja. Kdaj se je pa zgodil tisti prvi preboj, ko si rekla, pač ti je rekla prijateljica, ti lahko zaslužiš na spletu? Kaj je bilo v nas? Se spomniš trenutka, ko te je izstrelil ven, da si spremenila svoj pogled na spletno stran? V bistvu nisem niti začela, mislim, niso bili taki potem začetki oziroma nadaljevanje, da ko mi je prijateljica to rekla, da bi pa je šla načrtno, zdaj bom pa nekaj objavila. Ampak je bil, prvi šok je bil, ko me je poklicalo podjetje in me je vprašalo, če bi lahko jaz pripravila neko jed z njihovimi sestavinami in da mi bojo plačali. In sem si mislila, pa kako to mislijo? Oni mi bojo poslali sestavine, pa še plačali mi bojo, da jaz to pojem. In mi je bilo tisto, wow, veš, a to je možno, ne? To sploh obstaja. In sem rekla, okej, v redu, ne, koliko boste plačali, ne vem, koliko je bilo. Mislim, da so mi 50 € na recept, ali koliko je bilo tisto prvo, in se meni to zdelo blazno, mislim, halo, kaj pa moram narediti? No, nič, ti sam pripravi recept, pofotkaj, napiši, da si pripravila z našimi sestavinami in to je to. Super. No, in to so bili moji začetki. In potem kar hitro, v bistvu niti še nisem toliko sodelovala z različnimi podjetji, ko me je že poklicala Mladinska knjiga, če bi lahko pripravili knjigo z mojimi recepti. In se točno spomnim, Nina je bila, To isto znamo, tvoja Nina, urednica. živjo, Nina. Če bi lahko izdali, in sem jaz tisto rekla, to me sigurno nekdo heca, skriti mikrofon. Takrat je bila neka oddaja, skriti mikrofon, in sem to me nekdo heca, skriti mikrofon, kao Mladinska knjiga, ne? Ker vem, da ko sem prej izdala mojo tole gusarsko knjigo, to je nemogoče priti, mislim, zdelo se mi je nemogoče priti do teh večjih založb, oziroma ni mi bilo jasno, kaj moraš najprej vsebino napisati, pa potem založbi, ali moraš vse, nič mi ni bilo jasno in mi je bilo to takrat, halo, in se spomnim reče, a lahko prideš mogoče jutri k nam, pa se vse zmenimo. In sva šla. Kdaj je bilo to? Katerega leta je bilo to? To je bilo, mislim, da tam okrog 2015 ali pa še prej, 2014. In ko sem prišla tja, v pisarno, so pred mene položili 5 knjig. In so mi rekli, izberi si format, platnice, pa jaz si vsak, pa tole ni hec, a kar zdaj? In mi je bil tak šok in so rekli, glej, mi bomo veseli, če napišeš knjigo, samo prosili so, da je nekje 30% novih receptov, torej takih, ki niso na spletu, ker takrat še nismo vedeli, kako bo funkcioniralo, če en bloger napiše knjigo. In spomnim se, da je trajalo, jaz sem imela takrat na našem lokalnem radiju ob nedeljah kuharsko oddajo. Na radiju kuharsko oddajo? Govorila sem recepte in Sašo, jaz še danes ne morem verjeti, da pa je to bilo res dobro poslušano. V nedeljo so vrteli, povedala sem vsakokrat 1 ali 2 recepta in spomnim se res, nore številke so bile to. In takrat so me spraševali, kdaj bo knjiga izšla, ker sem jaz takrat v eni izmed oddaj omenila, da pač sem že oddala material. In ta prva knjiga, mislim, da se je odlašala
za tisk 2 ali 3 leta. Po moje jih je skrbelo, kako bo, ker je vse na spletu in so po moje vedno, ko je prišla kaka, ne vem, od Jamie Oliverja ali katerega drugega, so verjetno prednostno prišle na listu ali za tisk. Ja, logično. Ja, logično, ja. In spomnim se, da 2 leti se je to vleklo in se na radiju potem tej urednici oziroma speakerki rekla, da je prosim te ne me več spraševati za knjigo, ker ne vem, kdaj bo išla. Ker mi vsakih par mesecev je bilo, ja, zdaj pa bo. Ne? In spomnim se, da pa je išla knjiga, ta moja prva, ob totalno neugodnem trenutku zame in ugodnem za vse druge. To je bilo tik pred novoletnimi prazniki, torej konec novembra, in takrat, ko sem jaz šla po knjigo tole, prvi izvod, takrat je mojo mamo možganska kap. Okay. In še zdaj se spomnim trenutka, tisto, ko dobiš težko pričakovano knjigo, pa ne veš, kaj z njo početi. Ja. No, potem so pa knjigo razprodali, mislim, da je bila razprodana v parih dneh, da je pred Božičem zmanjkalo in ker niso računali, ni bila poslana pravočasno v ponatis. No, in ta prva knjiga je bila tudi najbolj prodajana, mislim, da je bilo 6-7 natisov. Wow, koliko je to, kaj po 2000 verjetno naklada, še več? Najprej, ker nismo vedeli, kako bo, mislim, da je bilo najprej 2000, pa potem 1500, potem so pa bile vedno večje številke. In ravno danes je Nina rekla, če sem si prav zapomnila, da je bilo vseh mojih knjig 16 natisov, malo manj kot 40 000, 36 000 knjig, kar je baje veliko, ne vem, ker ne poznam drugih številk. Ne poznam drugih številk, ampak sem vesela, da je tako. Tako smo hitro prišla v bistvu iz 15 strani na knjigo. Kje ti recepte rajš pogledaš? Mislim, iz kje, če bi vzela recept, recimo iz knjige, vzameš knjigo, roke ali telefon? Moje recepte? Ne tvoje, tako kakšne druge, se verjetno kakšne pogledaš, ne? Ali vse veš kaj najraje, ko potujem? Recimo, zdaj sem si za Italijo prinesla 2 kuharski knjigi. Ne poznam italijanščine toliko, da bi, ampak jaz ful rada gledam fotografije. In pa tudi na potovanjih, ko potujem, ko preizkušam jedi, ko se ti včasih zdi tako enostavna, da sploh ne pomisliš, da bi to naredil, ampak okusi so nori. In potem jaz preko teh fotografij ali pa ko nekaj preizkusim, poskušam narediti ta recept. Tako da, recimo, gledala sem včasih kuharske oddaje, Nigella, ampak njo nisem gledala zaradi receptov, ampak energije. Kak je ona jedla, preizkušala, ko se je vrnila v hladilnik, ta njena energija, stas, to mi je vedno bilo, jaz bi tudi bila tak. A bi imela svojo kuharsko oddajo? Ja, ampak pod pogojem, ko smo se menila že preden smo vklopile mikrofone, torej, da imam proste roke, da lahko učim kuhati, da lahko povem nasvete, trike, kako lažje pridejo, ne vem, izboljšajo neko jed, kako nekaj primejo ali naredijo, da se kaj naredi hitreje. To bi si želela. Ker recimo ta način, ko je zdaj moderen, ko se recepti oziroma od nas zahtevajo, želijo, da so čim krajši, torej da v minuto stlačimo vse. Ne razumem. Želela bi, da se razviješ tekom videa, da pokažeš, da ljudi naučiš. Ker se mi zdi, da v 1 minuti, ko ti pripraviš neko jed, je zgolj recept. Jaz pa imam rajši
zgodbo. Zgodba. Okay. Zato tudi moje knjige, recimo, ne vem, če jih poznaš, večinoma moje knjige imajo vedno zgodbo. Torej ni zgolj recept, sestavine in navodilo za pripravo, ampak neko zgodbo. Ko se dnevi krajšajo in iz pečic začne dišati po prazničnem pecivu, to zame pomeni le eno. Sezona čaja je odprta in 1001 cvet je moj najljubši čaj. Največkrat si ga privoščim in ravnokar so na police prišli novi okusi. Pravljični vinograd, domači sadovnjak in primorski raj so te nove mešanice avtentičnih čajev in jaz sem si ravnokar naredil tale pravljični vinograd, ki diši, ker je bila ravno kar trgatev, kar popelje me tja nekam v jesen in vse verjetno je tudi to smisel čajev, da nas popeljejo nek drug kraj in čas. Njami. Zdaj pa pejte naprej poslušati, kaj bo Urška povedala. Imamo še kar nekaj pogovora. Minutni recepti praviš, Urška, to je res zdaj nek čist nov trend po družabnih omrežjih. Jaz mislim, ko rečeš, da bi ti rada ljudi naučila kuhati. Mislim, da govorimo bolj o unem reku, veš, da naučiš ljudi ribe loviti, ne pa jim prenesti ribe. Ne? Ja, Sašo, lahko bi veliko o tem povedala, ne? Oba dva. Res je, ja. Ampak mene zanima tvoj pogled na to. Se pravi, ti si res želiš... Jaz si želim ljudi naučiti kuhati v smislu, da bojo lahko potem sami ustvarjali recepte, da me bojo razumeli, ko me velikokrat vprašajo, pa odkje ti navdih, ki jemlješ recepte. Ko se ti naučiš kuhati, se naučiš tudi, katere sestavine lahko zamenjaš, ker to je poanta. In ko ti enkrat klikne, kaj vse lahko zamenjuješ, isti recept, formula za torto, lahko narediš, ne vem, 100, 200, 300 različnih okusov tort, ker namesto ene žlice moke zamenjaš kakao, dobiš kakao biskvit, namesto mascarponeja uporabiš sirček ali pa recimo dodaš smetano zraven, da narediš malo bolj rahlo belo lenolado ali nutelo. Imaš enkrat z belo čokolado, temno čokolado, vmes daš enkrat jagode, enkrat borovnice, ta preliv, oni preliv. Glej, kombiniraš različne sloje in iz enega osnovnega recepta naenkrat dobiš različne okuse. Potem pa ta klasičen izgled torte enkrat zapakiraš v rolado, enkrat v kocke, enkrat v rezine. Pa se ti zdi, da je do tega enostavno pride, do te točke? Ker za nekoga, ki ne kuha veliko. No, vse to bi jaz želela, ne? Da ljudem pokažeš, kako enostavno je. Pa ne rabimo veliko, da nam klikne, ne? Ker sem ti prej rekla, jaz nikoli nisem kuhala, pa mi je kliknila. No, mi še klika, ampak glej, hočem povedati, da ko ti kuhaš, pripravljaš neko jed od začetka do konca, na začetku se loviš, iščeš okuse, teksture, kako in kaj, ampak potem pa naenkrat, glej, odpreš hladilnik, zagledaš sestavine in dobiš idejo, kaj boš iz tega pripravil. Ja. A ni tako? Jaz tako najraje kuham. Ja, enako in takrat, ko jaz nimam sestavin doma in pridejo moji otroci lačni iz šole ali kakorkoli in recimo sem snemala prej sladico, kaj bo za kosilo, ne? Pogledaš, odpreš, takrat nastanejo najboljše jedi, najboljši recepti in to je to, kar bi jaz rada ljudi naučila, da ne rabimo veliko, ne rabimo komplicirati. Kuhanje ni višja matematika, pustimo sladice, ko včasih ne gre tako, ko je treba, ampak vse se da. No, in to bi jaz rada v teh malo daljše videe. Pa so te že kdaj kontaktirali za kakšno TV oddajo? Ampak takrat so bili otroci moji glih taki, tako bom rekla, veš, da vsakokrat, ko si izpostavljen nekje, so danes komentarji taki, da te postane malo strah. In takrat so bili moji otroci še malo mlajši in jaz enostavno jim nisem želela privoščiti, da bi brali o meni na spletu
od ljudi, ki me sploh ne poznajo, ki me nikoli niso videli, slišali ali kuhali po mojih receptih. Ker danes vemo, včasih so rekli, da je boljše biti tiho, Ja. ali pa tisti mi je všeč, da jezik prehiteva možgane. Ne? Ja. In to smo včasih znali, veš, se zadržati, sploh Ja. ko se ti pogovarjaš s človekom iz oči v oči. Na spletu pa tega ni. Ne? In na spletu vsak ima 5 sekund, ne bom rekla 5 minut časa, meni, da lahko napiše karkoli. To je res kar škoda. Ne? Ja, in zaradi tega enostavno mi ni bilo za izpostavljati se tako. Ker pri meni je družina, otroci so na prvem mestu in vem, kako lažni komentarji, lažne novice lahko vplivajo na tebe, kaj šele na majhnega otroka, ki se šele razvija. Pa se veliko soočaš s takimi komentarji? Tako bom rekla, ne rada se izpostavljam zaradi tega, tako da večinoma objavljam samo na svoji strani, na 220 stopinj poševno in po teh prvih takih čudnih komentarjih sem se odločila, da je pač to moja kuhinja, kjer so vsi dobrodošli, ampak kjer dobijo dobre in preverjene recepte, ampak želim mir. Torej, ne dovolim žalitve, ne dovolim rasizma ali kakorkoli in takoj, ko nekdo začne napadati koga drugega, ne samo mene, komentarje zbrišem, opozorim in na koncu tudi blokiram. Ker enostavno, mislim, lahko bi rekli, da smo mi javne osebe, ampak jaz nisem taka javna oseba, da bi, ne vem, da bi dovolila kakorkoli, da se me vlači po vsem tem. Ker jaz konec koncev pripravljam recepte za sebe, za mojo družino. Zdaj pa, če ti prideš v mojo kuhinjo, ki je vedno odprta po recept in boš uspel pripraviti fantastično jed, s katero boš presenetil svojo taščo, si vedno dobrodošel. Če pa želiš priti v mojo kuhinjo in delati zdrahe, kaj pa je tista stvar, ko se največkrat kaj, da jim ne uspejo recepti? Ali kaj? Ne, mislim, za moje recepte pravijo, da jim vedno uspejo. Kaj pa bolj moti? Moti jih recimo drugačno razmišljanje. Recimo, zadnji taki recept so bili lignji iz pečice, pohani lignji iz pečice. Sem videl, super. Skratka, v Italiji je tole bomba. Ampak mi smo pač navajeni, da vržemo hitro par sekund in je konc. Ja, tudi meni so tako všeč. Ampak dajmo probati kaj drugega. Če narediš kaj drugačnega, ne pomeni, da je narobe. Mogoče pa tega še nisi preizkusil. Se strinjam. In recimo jaz sem jedla, zdaj sem bila spet v 5. Italije, kjer je veliko tega. Ne? In sprobaš, glej, zakaj ne bi ponudil nek drugačen recept ljudem, ker, glej. Seveda, pa marsikdo sploh ne cvre rad, ne, meni se zdi to super. In pri tem receptu so padali takšni komentarji, Okay. Ja. pa si mislim, glej, halo, pa veš, ne, če pripravljaš lignje, lignji so gotovi v parih sekundah, če želiš, da so mehki. Ja. Če jih pripravljaš dolgo, so gumijasti. Ampak, če jih ti delaš v pečici na tak način, jih ne moreš delati 3 minute, ker bojo spet gumijasti, ker je drugačen način priprave, temperatura in vse, in jih moraš delati več kot pol ure, če želiš, da spet postanejo mehki, okusni. In to jih je zmotilo. Jaz vržem fritezo pa 3 minute. Ja, so hitro ali pa ful dolg. Ja. Načini priprave hrane so različni. Ne pripravljamo lignjev samo pri nas pa v Dalmaciji oziroma na Primorskem. Ne? In ja, želela bi si, da bi ljudje želeli sprejemati tudi drugačnost.
torej da preizkušajo drugačne recepte, jedi, okuse. Vem, da starejši si težje svojo prehrano nekako vključiš, neke nove jedi, neke nove recepte, ampak to so običajno tudi ljudje, ki ne potujejo veliko in so torej navajeni na ene in iste okusne, ali pa se bojijo, da jim ne bo všeč in bojo morali hrano zavreči. Ja. Smo Slovenci kar tradicionalisti, kar se tega tiče. Ja. Zato jaz rada potujem, da prej sprobam te različne jedi, okuse in potem poustvarjam pač te jedi, ki so mi všeč. Ja, super ideja, ja. Ker v bistvu na nek način s hrano pravzaprav potuješ, ne? Brez da se premakneš sploh iz svoje kuhne. Koncu, pa včasih samo kakšna začimba ali drugačen postopek priprave te vrže čisto nekaj novega. Nekateri imajo pa res radi to obdobje, pa rutino, tudi jaz zelo zaznavam, da je tega res ogromno. Takoj, ko greš malo izven povprečja, je vedno pač težko sprejeto. Ne? Sicer nič ni narobe s tem. Ampak jaz sem pač človek, ki rad preizkuša, rada okušam, vsakokrat, ko kam pridem jest, najprej povoham, če najdem kaj novega že v aromah, pa šele potem jem. Ne? Ker meni je to pač všeč, jaz živim za to, tudi potem, kot fotografiram, pripravljam. To je pač moja služba postala, ki je hobi in v čem uživam. Ne uživam pa potem, ko dam enkrat na spleh, vsakokrat strahoma. Ne, no. Mislim, vsakokrat ne, ampak vedno, ko je kaj takega, ko ni ravno za naše kraje primerno, kar se okusa izgleda ali arome tiče, kako bo sprejeto. A si predstavljaš, da bi dala potice v soparnik? Ja, ampak glej, krofi v soparniku so kaj? Ja, kaj? Gluhi štruklji oziroma pač, kaj so že, gernknedli? Ja, ne, glej. Ja, se strinjam, ampak to je bila taka zelo, ker mene tudi včasih prav strah, moram reči, da sem kar anksiozen, ko kakšno stvar, ko rečem, tole pa to drugače, tole res ne bo v redu, ne morem jaz, ne vem, tega dati v štrukle ali pa kamorkoli, sploh te tradicionalne stvari, ne. Dobro, kar se tiče tradicionalnih, tudi jaz recimo kot Prekmurka, prekmurska gibanica je samo ena. Se pravi, če dam kutine malo noter, poleg jabolk. Bo samo gibanicam. Glej, če daš kutine, ti bom tako rekla, ti dovolim. Hvala. Ne, hecam se. V bistvu, moja stara mama, saj veš, ne glede na to, da obstaja recept, ki se ga moramo držati. Ja, pač. je samo ena. Samo ena. Ja. So v preteklosti, je vsaka gospodinja imela svoj recept. In recimo moja stara mama nikoli v prekmursko gibanico ni dodajala jabolk. Nikoli. Kako pa je naredila? Prekmurska gibanica je v preteklosti, torej moja stara mama se je naučila od njene stare mame, je imela vsake plasti ne samo 2, ampak po 3. Torej bile so 3 plasti, mak, skuta in orehi in vse se je ponovilo 3-krat. Okay. Skuta se je v bistvu ponovila več, zaradi tega, ker prekmurski gibanici mora biti suha plast, mokra, suha, mokra. Torej se je skuta ponovila večkrat, zaradi tega, ker bi sicer prišla mak in orehi skupaj. Še vedno je prekmurska gibanica bila enako visoka, zato ker so bile plasti tanjše. Ker pa so gospodinje velikokrat naredile tako prekmursko gibanico suho, ker je veliko suhih sestavin, so začeli dodajati jabolka, da je prišla prekmurska gibanica malo bolj sočna, da je dobila malo več kisline in da si jo celo pojedel, ker prekmurska gibanica je kar nasitna, zelo fajni falat, bi pri nas rekli. Ne? In to pojest je praktično, mislim, en kost, ajde še spraviš, več pa ne. In zato so se potem dodajala jabolka, da je postala lažja, da je bilo več kisline, okusov in tako naprej. Oprosti, ampak
to je dejansko razvoj, kako je gibanica nastala? Glej, to je ali to razvoj, osebno? ki sem ga jaz dobila od mojih prednikov. Okay. Od moje stare mame, ki je pekla prekmursko gibanico za veliko markovsko področje, torej v Prekmurju. Od svoje babice, ki jo je dobila. Recimo, ko sem bila enkrat v eni prekmurski gostilni, kjer pripravljajo mimogrede tudi izvrstno prekmursko gibanico, sem dobila še en trik pri njihovi babici. In sicer ta babica je mak, ki velikokrat pride suh, če ga dovolj ne zmočiš s smetano in maslom, najprej zmočila z vinom. Nice. Ja, malce vina je prelila čez mak, pustila, da se je mak malce osočil. Sladko vino? Ja. Pol suho, no, ne sladko, pol suho. In mi je bilo tisto tako, tega pa nikjer nisem zasledila. Ja, tudi ne, to pa res zanimivo. Ja, ampak, ne vem, če lahko omeni gostilno. Gostilno, seveda lahko. Gostilna Rajh, ki jo vsi poznamo, ne. Ja. No, in meni je to bilo tisto, ja, pa res imamo in tega tudi ni nikjer zapisano v teh recepturah, ki se pač moramo držati, oziroma bolj gostinci, če želijo prodajati prekmursko gibanico. Tako da ja, ti dovolim kutine, da jih uporabiš. Sem pa recimo proti, če bi jo pripravil vegansko. Zakaj? Jaz sem že presno naredil, mimogrede, Urška. Vem, ja. Ampak nisem poimenoval Prekmurska. Nisem hotela tega omeniti, ker nisem vedela, če si jo poimenoval Prekmurska, ne. Sem jo, pa so mi pisali iz urada za zaščito, da moram to omakniti, ker nisem vedel, pa sem seveda se opravičil in popravil. Ja. Gibanica ti gre vse skozi, kar ima gube, torej plasti, nekega testa, ne, vlečenega. Ampak, a ti narediš s krhkim testom spod? Jaz tega nikoli ne naredim. Ja. Narediš krhko? Ja. Spodaj je krhko piškotno testo, brez sladkorja. Krhko mislim plast, potem pa vlečeno, ja. No, to, pa bi probala mojo presno gibanico. Se ni tako švak, veš, indijski oreščki iz Prekmurja se spreobrnejo v skuto. Ja, glede na to, da jaz doma sem posadila liči in raste, tako da bo mogoče postal prekmurski, mogoče pa indijske oreščke tudi posadimo, pa bojo rasli v Prekmurju. Pa se bi z mandlji pa bi mogoče šlo Všeč mi je to. Ok, v redu. Se pravi, gibanica je taka. Jaz se drugače zelo strinjam. Ja, pa mak zamenjaš čija semeni, ne? Zakaj pa z makom narobe? Ne, če bi želel. Če bi, veš, ker moderno. Eno obdobje so bile čija semena moderna, ne? Ok, deva zdaj se staviti eno futuristično gibanico. Se pravi, mava čija semena? Ne, prosim, ne bi prekmurska gibanica, mora biti prekmurska gibanica in jo zagovarjam. Dovolim ti, da kakšno kutino noc naribaš. Drugač kutina bi kar šla. Namesto sladkorja uporabiš med, ker tudi včasih ni bilo sladkorja, so uporabljali med. Jočka, jaz si ne upam z medom peč, ker jih vsakeč slišim po komentarjih. To sem pa jaz tudi slišala. Ja, ker to postane pa kar živčen. Ja, in na srečo moj stric je čebelar, ne? Ja. In je rekel, glej, Urška, mislim, kako misliš to? Ja, kako? Pa veš tisto, ko jaz sem enkrat pripravila, ne vem, če si ti drznil, smrekove vršičke preliti z medom in postaviti na sonce. Z medom na toplo? Ja. Groza, jaz bi kar zaključil pogovor. In kako je bilo? Ja, glej, kako pa misliš, kje stoji med, ko ga mislim? Seveda. Ampak ni zanimivo, ker so te kar neke nepreverjene ljudske resnice. Ljudje, recimo, a veš, da še vedno obstaja mit, da če daš limono v vroč čaj, da uničiš C-vitamin. Pa to ni res? Delno ga, ampak zelo malo. Ne? Ja, delno ga, ja. Zelo malo, ne? Mislim. Ampak ja. Še vedno ti ga ostane več, kot če ne dodaš limone. Ampak meni je ful dober čaj z medom in limono. Ok. Pa tudi, če uniči vitamin C. Daš v vroč čaj med? Ne, toplega, ker se bojim. Se bojiš, ne? Ker internet za teboj. Kaj delaš?
Ja. Zanimivo Glej, je to, vsak ne? ima svoje trike, vsak ima svoje verovanja. Prav je tako, da jih imamo. Seveda. Prav je tako, ne smemo biti grda. Ne, saj jaz nisem Ne. grd, jaz samo pač hočem... Ne, rad bi pa- prav je, da smo ljudje različni. Res je. Da imamo različne poglede na to, kaj za koga pomeni zdrava hrana. Jaz sem se v zdravstveni šoli naučila, smo imeli dietetiko, vi ste jo tudi imeli, Tudi. da vsaka dieta pomeni stres za telo. Tudi, če je zdravstvena. Okay. Ampak pri zdravstvenih težavah pač moraš, ne? Ker veš, tisto, ko gledaš sladico in bi jo najraje požrl, pa ne smeš, a ni boljše, da če se ti že zalušta, da tisto eno sladico poješ, pa se ti sprostijo hormoni sreče Seveda. in narediš veliko več za zdravje, kot da se stalno nečemu odrekaš in stres na stres, poznamo različne strese, ne privede do ničesar dobrega. In zato pravim, vse te diete, ki so, se spomniš, ko so bile zeljne diete? Zeljna juha pa to hujšanje, Ko misliš so to? hujšali z zeljem in so ljudje 40 Ja, dni jedli ja, seveda. samo zelje. Ja, če so pojedli 100 kalorij na Ali pa dan. kaj je bila tista ločevalna dieta? Ločevalna, pa, ja, pa po krvnih skupinah, Ja. pa ne vem, kaj se je In bila. se mi zdi, da ne vem, vsakih par let se menja, zdaj so proteini. Trenutno, zdaj že vlaknine Trenutno. prihajajo. Aha, vlaknine. Vlaknine Okay, so no, naslednji hype. to mi je bližje. Vlaknine imaš več. Glej, jaz ne presegam na nobeno dieto. Moje razmišljanje pač je, da ljudje moramo jesti čim bolj raznoliko. Najboljša dieta bi bila, da bi vsak dan v 2 mesecih pripravili drugačno kosilo. To vidiš, raznolikost. A ne? In s tem bi vnesel raznolikost od hranil, mineralov, mikrohranil. In mislim, da bi bila to najboljša dieta. Pa poslušati se je treba, ne? Imamo Ja, vsi saj to. drugačne potrebe. Ne? Tako. Pač, jaz sem nekaj časa bil na jaz diete zelo rad preizkušam. Ja? Nisem tak, da bi rad govoril o njih na pamet, zato se rad vržem v njo za kratek čas in jo preizkusim. In recimo sem bolj za toplo hrano, sem ugotovil skozi čas, kot je bila ta makro, meni se je bilo makro živila, ko je vse bilo vse prekuhano. Tam je bila veliko bliže meni kot presne, ko je bilo vse hladno, recimo. Jaz ne vem, jaz že recimo, ko bi mogla en dan imeti dieto, meni se vedno lušta tisto, ko ne smem. Ja, a ni vedno tako. In to bi bil zelo velik stres za mene. In jaz bi po moje, tudi če bi samo vodo pila, zaradi tega stresa imela več A kilogramov. si že kdaj poskusila vodni post? Ne, Ne. Jaz sem ga probal 10 dni groza. a ja. res. Ampak se dobro počutiš. Sem hodil na Šmarno goro vsak dan. Ne vem, kje sem dobil energijo. No, se strinjava, diete, jaz se drugače tudi strinjam, pretiravamo z vsem tem. In tudi, Ja. kar se raznolikosti tiče, pa mnen, res je. Ampak imamo pa ne nazadnje vseeno dostop do informacij. In če so pa določene stvari, ki so znanstveno potrjene, se mi pa zdi prav tudi, da povemo, da razširimo to znanje, da ni nekih mitov, ki se širijo še tako ali tako dalje, pa napačnih informacij. Ne? To je res. Edino, kar me skrbi, je, ker zdaj na spletu najdeš toliko različnih informacij, tudi če vodo vzameva za primer. Ja. Bojo eni rekli, da je zdrava, drugi bojo rekli, da ni zdrava. In zdaj veš, ves ta splet je naravnan tako, da ko neko stvar pogledaš, ti meče tisto ven. In zdaj, če boš enkrat prebral, da voda ni zdrava, ti bo stalno ponujalo te informacije in boš ti dobil občutek, da voda res ni zdrava. To me skrbi. In ta prihajajoča umetna inteligenca, že zdaj, pa so to začetki, so videi tako pripravljeni s to umetno inteligenco, da ne veš, če je res ali ni res, oziroma je umetna inteligenca. In to me skrbi. Mi smo še sicer tisti, ki smo živeli v času pred računalnikom oziroma pred Googlom. Pred internetom. Ja. Jaz sem diplomo pisala brez Googla, takrat, če Googla ni bilo.
ne, takrat je že bil, ampak mislim, da že 2 leti. Ni bilo pa ChatGPT-ja. Ampak jaz vem, da material za diplomsko sem mogla iti v knjižnico, na Zavod za zaposlovanje, ker sem v sklopu ene statističnih podatkov delala, ampak to si moral iti vse fizično. In jaz še znam poiskati te podatke. Tako da jaz recimo za sebe in ti, ko smo živeli pred dobo spleta, ne vidim, da bi bili v taki nevarnosti, kot vsi ti, ki pa rastejo z internetom. In jaz vedno pravim, kadar nisi prepričan v informacijo, kot ti jo splet ponudi, je včasih dobro, da malo uporabimo zdravo kmečko pamet. Tudi kar se recimo, če se vrneva na prehrano, kateri narodi živejo najdlje? Mediteranski, azijski. Italijani imajo največ na svetu ljudi, ki so stari več kot 100 let. In kaj jejo Italijani? Riž, testenine v vsakem obroku, za toplo predjed, za drugo predjed, potem za glavno jed pojejo mogoče malo mesa in rib, potem so tu Dalmatinci, Grki in Japonci. In kaj je skupnega vsem tem narodom? Zelo malo procesirane hrane, tako, zelo pestro. Sveža hrana, nepredelana hrana, olivno olje, ker vemo, da olivno olje poleg avokadovega je edino, ki ne vsebuje nasičenih maščob, ker ni pripravljeno iz oreščkov oziroma semen, ampak iz mesa oziroma kot sok ploda. In ko tako pogledaš, kako se oni prehranjujejo, potem ne morejo biti testenine oziroma povzročati, da se rediš ali pa riž, ampak moramo povedati, kako se te jedi pripravijo. Ker pri nas v Sloveniji, sploh starejše, če pogledaš, testenine vsi razkuhajo. Tudi riž. Groza. Do mehkega. Ali je tako? Res je, in kaj se zgodi? Tako testenine, recimo, če vzamemo italijansko hrano, testenine, riž, pica, torej testo, kruh. To je vse škrob, sestavljeni ogljikovi hidrati. Če ti poješ nerazkuhano, torej čvrsto, na ugriz, al dente, kar vedno poudarjam, ta čas, ko poteka proces prebave v telesu, poteka počasi, ker se škrob rabi nekaj časa, da se razgradijo ti ogljikovi hidrati. In ti vmes nisi lačen. Če pa ti razkuhaš, že tekom kuhanja ti ogljikovi hidrati razpadejo v enostavne, torej tvoja prebava nima kaj početi. Naenkrat imaš v nos velike količine sladkorja, telo ne ve, kaj s tem delati, takoj začne nalagati in za 5 minut si lačen. In potem posegaš po prigrizkih in to je tisto, ti prigrizki in to vmes, kar mi jemo med obroki, recimo v primeru, ko ti razkuhaš ta škrob, poskrbi za to, da se nam telesna teža poveča ali kakorkoli. Sicer pa, kak Italijani zvečer, pica, kruh, olivno olje, če pogledaš, vse to bi rekli pri nas, da redi. Ampak kaj oni naredijo? Oni zvečer na to hrano popijejo espresso, ki pospeši prebavo, ampak potem se jim ne spi in po espressu pride na vrsto vino? Ne vino, malo močnejše. Ok, bo pa ena grapa. Ja. In to je to, ki potem espresso torej pospeši prebavo, procese, grapa te pa umiri in potem greš lahko spat. In nemaš onega manjka po noči, telo je zadovoljno in spiš. Ja, noč ne, Urška, ker smo glih pri Italiji, pa deva kar vključiti tvojo zadnjo knjigo, Testenine. Koliko časa si tole pisala? Oziroma, kako sploh, grem korak nazaj, kako sploh nastane pri tebi, kakšen je proces od ideje,
kakšno knjigo bi pisala, pa potem koliko časa približno nastaja, zorita ideja, koliko časa nastaja ena knjiga, kako nastajajo recepti, fotke, daj mi povej. Najprej, mislim, pri prvo knjigo sem začela tako, da so bili vsi tisti najboljši recepti, za katere sem mislila, da jih moja otroka morata imeti zbrane v knjigi. Torej domači recepti, taki, ki smo jih vsi jedli. Druga knjiga je bila zbirka spet enih boljših receptov, razsortiranih po letnih časih, ker sem razmišljala, da je lepo, če kuhamo sezonsko in da ne skačemo oziroma po knjigi in da gremo po vrsti, tako zori zelenjava, sadje, da si tako nadaljujejo recepti v knjigi. Potem se je pojavil problem, velikokrat so mi mamice rekle, joj, moji otroci tega ne jejo, moji otroci tega ne jejo, in je nastala tretja knjiga z idejo, torej kosil takih, ko jih radi jejo in otroci, in odrasli, in moški, in ženske. To je skupaj za mizo, ne? Skupaj za mizo, ja. Potem četrta knjiga, kosila v pol ure, ker se mi je zdelo, takrat se je začel pojavljati ta hit minutnih videov, hitrih receptov, da vse zmečeš v eno posodo, sicer jaz nisem pristaš tega. Včasih prav pride. Ja, včasih pride prav, včasih prav pridejo bližnjice, ampak vseeno sem v knjigi tej hitrih kosil zajela recepte, ki so domači in okusni, torej za vse šolarje, študentje, in za vse tiste mamice, ki nimajo veliko časa se vrteti v kuhinji in pripravljati kosila. Za peto knjigo je pa dala predlog Mladinska knjiga, in sicer, da bi povezali shrambo in pa vrt. To se mi je zdela zanimiva ideja, ker so vedeli, da tudi jaz vrtnarim, ker pa sicer midva z očetom zelo rada vrtnariva, moj oče premore res veliko znanja, noče pa pisati ali spraviti karkoli na papir. Jaz tega znanja, mislim, imam znanja, ampak ne morem pa reči, da imam tisto strokovno znanje, da bi si upala napisati knjigo. Da pa nekje nekaj prepisujem, to pa ni moj način dela, in zato smo se odločili, da vključimo kolegico Matejo, ki je specialistka na tem področju, ona potem napisala vrtnarski del, jaz pa recepte za shrambo. Šesta knjiga, testenine, ker kdo ne mara testenin? Ne vem, kdo jih ne mara, Urška. A ti je kdo napisal, ne mi delati te pašte? Torej, testenine imamo vsi radi, in ko je moj otrok slišal, da bom pisala knjigo za testenine, rekel, zdaj bomo končno samo testenine jedli. Ker veš, ko pripravljaš neko vsebino, potem se tisto doma pri nas pri kosilu, mislim, se za kosilo največkrat ponavlja, ne? In zdaj, če pišeš kakšno, ne vem, za shrambo, so mogli malo več zelja, pa repe, pa vsega tega pojesti, ampak testenine je pa že nekaj drugega, ne? Polno. In je bil prav veseli, da bodo testenine. In koliko časa nastaja tale knjiga? Se pravi, deva testenine? Uradno sem jo pisala pol leta, mislim, uradno. Zato, ker je nekaj receptov je v knjigi, ki so že objavljeni na spletu. Torej, teh nisem ponavljala, so tudi stare fotografije, veliko je pa novih, predvsem trikov, kako enostavno pripraviti testo, oziroma kako enostavno testo pripraviš sam doma, različno, z jajci, brez jajc, z glutenom, brez glutena, s to zelenjavo, ne vem, s klorofilom, s pireji, z ajvarjem, torej z ostanki mokrimi, ki jih lahko zamenjaš z jajcem, potem suhi dodatki, kjer del moke zamenjaš z enako količino, ne vem, kakao, ko dobiš čokoladne testenine, by the way, so odlične. Mleko, tle vidim. Ja. Okay, sorry, ampak recimo štruklji čokoladni, ko jih pripraviš, ali pa recimo, kaj smo delali nazadnje, čokoladne široke rezance z maceriranimi jagodami in belo čokolado ali temno čokolado, mislim, ogromno. Mislim, da na začetku nekje so ravioli, ki sem jih napolnila z nutelo in lešnikom,
Nekje, Wow. mislim, neka fotografija, malo večja. Čakaj, tu Čakaj. mislim, da nekje tu na začetku. Tam, tole. Tole. Ja, Ok. evo, ne, in pripraviš, lahko jih podušiš, lahko skuhaš, s tem, da moraš paziti, da fajn zapreš, mislim, stisneš, da se ti ne odprejo, lahko jih ocvreš, lahko jih spečeš, mislim. Ko sem pripravljala knjigo in poskušala pripraviti čim bolj raznoliko testo ali pa nadev in ugotavljala, kaj vse lahko uporabim za menjanje, je to toliko idej in se mi je zdelo, da pri nas še ni neke take knjige. In zato sem si dovolila malo več eksperimentirati s temi testeninami, da niso samo, recimo, da ni klasična knjiga s testeninami, kjer so omake tiste, ki kraljujejo. Torej, ta knjiga je napisana tako, da je primerna za tiste, ki želijo, receptov je čez 200, mislim, da okrog 300, vseh teh 300 receptov pripraviti z domačimi testeninami, torej od A do Ž. Okay. In za tiste, ki nimajo časa, ali pa volje, ali pa energije, pa imajo otroci samo radi testenine, da jih lahko pripravijo s kupljenimi. Torej, da kupijo testenine in pripravijo samo omako. Ti vedno pripraviš domače? Ne. Ti vedno? Ne, skoraj nikoli. Jaz jih rada pripravim, ampak kadar pripravljam enostavne te, ne bom rekla omake, dodatke. Ker recimo jaz obožujem makove široke rezance. Meni je to nekaj najboljšega. Si že kdaj jedel? To smo jedli mi kot otroci in to je bila kot glavna jed pri nas. Široki rezanci kuhani domači pridejo fantastično, ker jajca oziroma domače testenine ti dajo drugačen, bolj poln okus. In potem, če imaš sveži mak, pri nas smo rekli, da tereš mak. Ne? V bistvu, kot da bi pripravljal, kako naj ti tole približam, recimo, če pinjole v možnarju streš, pride na koncu, dobiš čisto drugačen okus, kot da jih multipraktiko zmelješ oziroma suhe zmelješ. Ja. Ne? Ker eno je, tisto mleto ni tako sočno in nima toliko okusa, kot ti streš. Se pravi, mak v terilnik. Mak v terilnik in ga streš in tak mak pride malo bolj vlažen. Sploh, če imaš domači sveži mak. In okus in tak mak lahko potem enostavno potreseš po kuhanih testeninah, ki si prej razpustil recimo malo masla, dodal žlico škrobne vode, testenine kuhane noter, da malo dobiš božjega zvoka. Ja. In potem samo ta sveži mak potreseš gor. Pa na cukor ne smeš pozraviti. Sladkor v prahu, zraven domači jabolčni kompot. Saša, to je tako dobro. Da, me boš povabljen na kosilo. Kdaj hočeš? Ja, naslednjič, ko bom naokoli pridem, da si mi lušte naredila. No, recimo, recept je v tej knjigi malo drugačen, ker ne verjamem, da imajo vsi možnost domačega maka in tisti, ki imajo, verjetno poznajo ta recept. In je v knjigi napisan recept za mak, ki ga kupimo mletega v trgovinah. Ta je velikokrat že izsušen. In zato je fajn, da mu dodaš malo mleka oziroma da ga prej malo pokuhaš, da postane tak boj žmajen, žmohten. In potem daš to čez testenine. Okay. Super. Se pravi, več kot 300 receptov. In kdo, ti kakšen recept, verjetno pač, ko testiraš recepte, jih je treba par kar večkrat ponoviti, ne? Ali ti kar uspejo tako ideje? Prvo, kako pogosto? Mislim, prvo, saj so ti klasični recepti, ne? In potem zamenjuješ, nadgrajuješ. In itak, kdaj dodaš nekaj, kar se totalno bije. No, saj to me zanima. Tistega pač ne dodaš oziroma ne objaviš. Tako je. Ampak si se pa nekaj naučil. In potem uporabiš nekaj drugega in pride super okusno. Ne? S tem, da spet velikokrat, ko sem na morju v Dalmaciji, mi povejo nek svoj recept, pa ga pripravim, pa jim dam za poskusiti in je super, ampak recimo v našem okolju nismo navajeni na take
ne vem, jedi. In jaz vedno pravim, če mojim otrokom in možu jed nekaj ni všeč, ne pristane ne na spletni strani in ne v knjigi. Ok. Oni so te zadnji kritik? Tako, zato ker so iskreni. To je res. Ja. Super. In vem, da so že veliko različnih jedi poskusili, torej so merodajni, da dajo neko kritiko, ki odtehta. Torej znajo primerjati, zakaj ja in zakaj nekaj ne. Ker recimo lahko objaviš ti na splet, pa dobiš ogromno slabih komentarjev na neko jed, kot recimo na tiste lignje, kar pa ne pomeni, da res ni dobro. Odlično je. Ampak pač nek slab komentar napišejo ljudje, ker tega še nikoli niso probali in si ne predstavljajo, kakšen okus pa dejansko lahko to ima. In mislijo, da pa mora biti nekaj hudo narobe, če on ne pripravlja tako. Ne? Drži, ja. In kjere testenine so ti pa, se verjetno to tako vprašanje, ko je brez veze, ampak moram te vprašati, kjere so ti najbolj všeč iz te knjige? Kjer recept je najbolj všeč? Boš rekla, no, vsi, ja, ne? Kaj si mi zdaj pokazala? kaj je to? Ne vidim dobro. Pogača? Kaj je to, Urška? Kaj je to? Čakaj, mogočeš tu video, evo, glej, tole. Evo, glej, kuleni, tole mi je zelo všeč, kuleni, to so makovi kuleni. Okay. To je malo debelejše testo. Kot rezanci, sem debelejši. Za rezance in potem jih natrgaš. Kuleni so fantastični, to v Prekmurju jemo. To je prekmurska šunka, Saša, narezana. Ja, zdaj vidim, ko je narezana. Zdaj me zgledala, kaj je Ja. Okay. In? Recimo ne morem reči, da carbonara s prekmursko šunko, da se ne v kateri Italijan križal ali pa pade v stola, ne, ker carbonara vemo, da je narejena z guanciale. Ja. No. Ampak, ja, no. To je kot moja kutina v gibanici, ne? Ja, ampak glej, to je... Ajde, jabolko in kutina še nekako gre. Ampak podobno kot carbonara s to šunko? Kako? Jaz jih v bistvu naredim enako. Le da na mestu guanciale, ki se pri nas v Prekmurju ga je skoraj nemogoče dobiti, obožujemo pa prekmursko šunko. In prekmursko šunko je fajn. A veš, kak jemo mi prekmursko šunko? Povej. Ne nareže se kot pršut na tanko. Ne? Moraš jo narezati recimo tako, kak sa prst, na take da palčke. Tako, nice. In potem jo žvečiš in šele, ko jo ti žvečiš, se ti razvija okus. Jaz sem vedno tako rad jedel, na debelo narezano. Ja. No, in jaz rada šunko, sploh tisti, ker prekmurska šunka mora imeti za 2 prsta maščobe. Potem tisti del z maščobo in malce mesa, ki ga običajno odrežemo, ko jemo tak šunko, uporabim za te testenine, ker ta maščoba doda tisti. Seveda. Vse poveže. Ja. In mogoče so mi zato najboljše. Ne? In zelo preprosto je torej rumenjaki, malo škrobne vode, šunka, sir, suhi. Testenine pa kaj? Špageti? Ne, Rezanci? Rezanci. Tagliatelle. Mogoče ima, lahko tudi široki rez, mislim, ne ravno široki, ko jih pri nas poznajamo, ampak torej nekaj vmes. To si mi zdaj lepo prodala, tole jed, moram povedati. Ja, ful v redu, no, moram reči, da... Torej taki, ki tu visijo. Vidim, točno te. Ja, točno te. Če nimaš stojala za testenine, uporabiš stojalo za... Za perilo? Ne, za perilo, za mikrofon oziroma stojalo, veš, kot ti tale svetloba stoji gor. Jaz se spomnim, moram reči, da moja stara mama je čisto vsako nedeljo delala svoje rezance za juho in testenine mene, pač ko pomislim malo za nazaj, so to zadnja generacija, ko so vse v mojem življenju, da smo doma delali predvsej pogosto testenine. Ker potem, ko smo mama, pa tako, je bilo že malo življenje hitrejše, pa nismo si vzeli časa za domače testenine in zdaj si me kar malo motivirala. Da A jih je sušila na prtu? Ja. Na belem prtu, ne? Ko je tak plapolav med stoli, ker... Ne, ni plapolav med stoli. Ni bil bel prt, bil je polivinila. Ja, ampak ni smel biti gor na tem, ker se drugače, ker so testenine mokre. Ja. In se potem dlje časa sušijo, zato je mogel biti nekje v zraku. Jaz se spomnim, so tako čez mizo dol, čez rob so dol veseli. Ja. Pri nas je pa prt plapolav tak med stoli, pa testenine so se gor sušile, da je bilo zračno.
In spomnim se tako pred oknom in to je bilo tako rumeno od domačih jajc in dišalo je. In potem ti je rekla, pejdi malo premešati in potem si šel in te je bilo strah, ker če si bil malo bolj groh, si jih zlomil. Mi smo si pa vedno želeli kot otrok, da ko jih je dala v juho, da so bili dolgi kot špageti ti rezanci. In potem si previdno tisto vzel, da si jih premešal, da se niso prelomili. Lepi spomini, ampak ja, to si jaz želim, da bosta take spomine povezane s hrano, da ima bojo ostale tudi v zvezi z meni, mislim z mano, da boste moja otroka imela spomine na hrano, tako imam jaz. Ti kaj pomagata pri kuhanju? Zdaj smo snemali eno serijo za eno podjetje, Družina kuha. Sicer pa, kot sem rekla, ne želim ravno izpostavljati otrok. Tudi ona dva, mislim, zaradi ko si na spletu, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. In rajši ne kot ja. Recimo ta projekt, ko smo si zastavili Družina kuha, nam je bil vsem všeč, ker so nam dovolili, da mislim, kot je nekdo, vse veš, kot je podjetje ali agencija naroči nek recept, imajo neke zahteve, kako moraš posneti ali kakorkoli. Ampak pri tem projektu so nam pa pustili proste roke. Torej, lahko pripravljamo jedi, ki smo si jih zaželeli, na način, skratka, predstavimo družino, kako kuha in se pri tem zabava. In zato smo se pač odločili vsi, ker nismo bili vezani ne na minutažo, ne kaj bomo dali noter, kaj bomo povedali, ampak enostavno, da prikažemo, to smo mi. Super. In da takšen način kuhanja se tudi meni zdi zdrav. Ker dobijo otroci odnos do hrane, vidijo, kako se jed pripravlja. Pa drugače rada kuhata tako, ne govorim pred kamerami, ampak sicer zase si skuhata... Ja, mi dva rada potujeva, moja otroka sta zdaj oba polnoletna, ampak že tudi prej, ko sta bila 16 let, recimo, sta kakšen dan, dva ostala sama tudi že doma. Pomeni, da sta si skuhala. Mi dva, preden greva zdaj na dopust, vprašava, povejta, greva v trgovino, kaj rabite, kaj boste kuhali, naredijo seznam, sicer imajo kartice, grejo v trgovino, si kupi in si skuhajo. In to mi je, v bistvu moram povedati, da se mi zdi, da veliko raje kuhajo, ko so sami, ko naju ni, ker mama ne gleda zraven. Aha, nož primi tak, to nareži tak, predebelo, pretanko. Si tako? Mislim, veš, mame smo take, ko vedno želimo, ali pa recimo, daj zdaj to pobriši ker ko kuhaš, pospravljaš sproti za sabo. In ja, jaz sem isti pritisk vedno čutila. In mogoče zato nisem rada kuhala, ampak vidim pri otrokoma, da prej je bilo tako, da sta raje kuhali, zdaj pa že prijete vprašati, mama, kak je zdaj to, ne, ampak, ali pa tisto, ampak ja, najstniki, ne. Ja. Najprej želijo vse sami, potem kasneje, ko pa dozoriš, pa vsi smo bili isti, pa vprašaš, mama, kako gre že to. Tako da ja, jaz sem vesela, da rada kuhata, včasih grejo tudi ven jesti, tudi v McDonald's gresta. Super. Kot vsak normalen otrok. Ne pogosto, ampak koliko domače hrane si oni pripravljajo. In recimo hčerka, ona zelo rada sladice pripravlja, ima svojo knjigo, kamor si zapisuje svoje recepte. Tudi če jih pripravlja po mojem receptu, jih sfrizira po svojem okusu, kar mi je všeč. Seveda. Glej, to je to. Poševno pomeni, kuhaj po svoje. Kar ti ni všeč, pripravi tako, zamenjaj sestavino. Samo kuhaj in pripravi tak, da bo tebi všeč. A sta zbirčna, tvoja otroka? Ne. Ne? Ker imaš si kjer otroke, ne? Prej smo se malo pogovarjali o tem, kako ne marajo zelenjave pa to, a ne? Ja. Recimo, kako je to povezano s tem, da če imaš prvo izkušnjo z neko slabo pripravljeno jedjo, pa Tako. potem to v mladosti potem
povezuješ naprej, kot da je to vedno slabo. A ne? Jaz sem pri vzgoji, kar se tiče hrane, sem se držala nasveta moje mame. To pa je. Ko je otrok lačen, bo jedel. Ne sili otroka z nobeno hrano, ne sili ga, da mora pojesti, če skuhaš ti kosilo, da mora pojesti. Glej, ko bo lačen, bo pojedel. In spomnim se, da so mi velikokrat so me mamice vpraševale, ja, tvoj otrok pa vse je, kako pa to, ali pa ti si lahko srečna, da tvoja otroka jesta zelenjavo ali vse. Ampak tudi moja otroka sta bila ista. Tako kot večina otrok, bom rekla, ki nima težav z hranjenjem. Hodila sta v vrtec, ko sta prišla domov z idejami, da recimo grah, ki sta ga oboževala, naenkrat nista jedla, ker je Ana v vrtcu rekla, da je zelena hrana fuj. In zdaj, kako to otroku dopovedati, ne? Pa mu rečem, pa prej si jedel, ja, ampak zdaj pa več ni dobro. Ampak otroci so tak, recimo, jaz sem skuhala še vedno kosilo, tudi grah je bil. Ne boš pojedel, ok, pusti na krožniku, pojej tisto, kar boš jedel. In to narediš parkrat in ne vem, čez mesec, dva, otroka pozabita, kaj je Ana v vrtcu rekla. Ja, in pojesta grah, ker je dober, sploh, če ga ne razkuhaš. Če pa razkuhaš zelenjavo, pa vsi vemo, da ni najboljša. Da ni najboljša in če ni nam dobra, tudi otroci ne bojo jedli. Ja. Jaz imam na tak način spomin na vampe iz vrtca. Ja. In jih potem cel življenje nisem mogel jesti. Jaz jih pa obožujem. Ja, sej, verjamem. Ja. Pač Jaz pa jetrc ne morem. jetrc. To je, ja. Prav, a res? Ja. Pražena, ne? Jaz mi je pa dokrat jetrca. No, zdaj smo pa že zašla, očito sva že malo lačna. Ej, Urška, bi mi dva eno tole knjigo mi boš podpisala, pol pa jo bova mogoče podarila nekomu. Z veseljem. Bi, a ne? A rada pišeš posvetila v knjige? Imaš pripravljena že vnaprej, ali jih po navdihu pripravljaš? Zatole imam pripravljeno Ja? naprej. Ja, in v vsa knjiga, ki jih pišem, posvetila oziroma te testenine, pišem isto posvetilo. Kakšno pa je to posvetilo, ki bo tle noter, a ga zaupaš? Prosim, lepo prosim, ne razkuhajte jih. Ali ni to nekaj najslabšega? Razkuhan špaget, Bog pomaga. Jaz vedno gledam na hrano, kaj mi pripomore, oziroma zakaj ne razkuhati, ne? Če mi nekdo pove, ne razkuhaj, zakaj ne, če so boljše mehke? No, zakaj ne? Zato, ker al dente kuhane testenine in tudi riž in recimo polnozrnati kruhi ali pa integralni kruhi, to je škrob, sestavljen od ogljikov hidrat, ki ko se tekom presnavljanja v našem telesu, seveda, če jih ne razkuhamo, lepo počasi razkraja mikroelemente, sproti telo porablja, kakor se oni razkrajajo, in mi nismo lačni. To pomeni, da vmes med obroki ne posegamo po teh prigrizkih, ki v bistvu redijo ne al dente kuhane testenine. To pomeni, da nismo lačni, telo vse sproti porabi za svoje delovanje. Če pa razkuhamo recimo testenine, riž ali pa kot je beli kruh, enostaven ogljikov, recimo, ko že takoj ta škrob razpade v te enostavne sladkorje, prebava nima kaj početi. In naenkrat telo pride ogromna količina od teh enostavnih ogljikovih hidratov, telo ga ne more vsega porabiti. In pol imaš inzulinski rajd, ja. In nekaj se nam naloži, nekaj malega ga porabi, potem smo pa spet hitro lačni, ne? To je zdaj vidik nutricionistike, ne? Pa ne nazadnje, tudi je fajn, da je na zob. Pač govorimo o tistem taktilnem občutku, prav skuhane testenine. Meni je to toliko pomembno, ne znam, mislim, res mora biti malo upora. Ja, pa še ena pomembna stvar, zakaj jih ne razkuhamo. Ker kolikor testenine razkuhamo, se začnejo lepiti. Dobro, pustimo tudi, da je to veliko odvisno od tega, kakšne so testenine, kako kvalitetne so. Najboljše so seveda tiste blede, hrapave, zaradi tega, ker ko ti skuhaš to testenino al dente, se omaka ujame na njo. Razkuhane testenine ali pa te fejst stekleno rumene, pa se ne ujame omaka na njo,
ampak potegne nase tekočino iz omake. In zato se te, bom rekla, slabše kvalitete testenine, sploh če jih razkuhamo, nastane en poc. Omaka ni sočna, saftična in ne vem, jaz imam rada, ko malo potegneš, pa malo špricne omaka. Ja, ker sočnost omake v ustih je popolnoma drugačen okus te jedi, kot ko neka jed, ali so to testenine, ali je to riž, popije vso tisto vodo. Absolutno, absolutno. Ja, in zato lepo prosim, ne razkuhati testenin. Ja, super, Urška, zdaj pa čist proti koncu bi te pa prosil še za en tak res kratek, jedrnat povzetek, da poveva ljudem tvoje nasvete, kako skuhati testenine. Kako skuhati res okusne testenine, pri tem ne bom ločevala kupljene ali domače, ne bom vključila omake, ampak nasplošno, kako skuhamo same testenine, da so res okusne. Torej, ne glede na to, kakšne testenine imamo, jih vedno kuhamo v veliki količini vode. Recimo nekje na 100 gramov suhih testenin, 1 liter vode. Torej, če kuhamo 500 gramov, uporabimo vsaj 5 litrov vode. Včasih so rekli, da testenine kuhamo v slani vodi, tako kot je morje. Jaz sem sprobala to različico, vendar mi je bolj všeč tista različica, da voda mora biti slana kot solze. Torej, na liter vode približno pol žličke soli. Zaradi tega, ker velikokrat dodajamo, skoraj vedno dodajamo to škrobno vodo v omako in vkolikor pripravljamo omako že s slanimi sestavinami, smo omako solili, če bomo dodali zdaj škrobno vodo, bo omaka preslana. Zato jaz vedno rečem, dajmo na liter vode pol žličke soli, bo čisto dovolj. Prej je recimo bila 1 žlička. Potem takoj, ko damo testenine v vodo, ta mora fejst vreti, ker takrat, ko damo testenine, bo temperatura vode padla. In se to ne sme zgoditi, ker voda mora ves čas vreti. Torej, solimo vedno takoj, ko voda zavre, solimo, da dvignemo temperaturo in takrat takoj dodamo testenine, da ohranimo pravilno temperaturo vode. In če voda non-stop brbota, bo naše testenine razporedila po vodi, pomeni, da se testenine bodo zlepile na dno posode in enakomerno se bodo kuhale in ne bodo se potem zlepile. Nikoli ne dodajamo olja, nikoli. Ker če pravilno skuhamo, se testenine ne bodo zlepile, sploh če izberemo prave testenine. Ker vemo, olje plava na površini, kar nam nič ne pomaga med kuhanjem, in še potem, ko jemljemo kuhane testenine, potegnemo olje za sabo in ko damo testenine v omako, testenine namesto, da bi z omako se povezale, imajo na sebi olje. Torej, nikoli olja. Takoj, ko damo testenine v vodo, jih ves čas mešamo, oziroma čim več. Na začetku jih čim več mešamo, potem pa, zdaj, če se kuhajo 10 minut, približno na minuto. To pa zato, ker je običajno testenine kuhamo v veliki posodi in je temperatura voda spodaj višja kot zgoraj. Zato je fajn, da testenine mešamo, da se enakomerno kuhajo in da se potem ne zlepijo. In ko so testenine kuhane, če uporabljamo kupljene, jih kuhamo približno 2 minuti manj, kot je navedeno, sploh če jih dodamo v vročo omako. Dodamo jih, jaz rada omako pripravljam v široki posodi, da ko dodaš testenine, da je temperatura enako razporejena. Ker če imamo omako v manjši posodi ali testenine samo odlijemo, se spet zlepijo, ker bo temperatura v kepi testenin previsoka in se bojo spet zlepile. Torej, testenine jemljemo ven, dajemo v omako, lepo sproti mešamo, da se povežejo s sočnostjo omake. In to je to. Nikoli ne dajemo omake na testenine.
razen Sašo, ne takrat, ko moramo fotkati. Ja, dobro, pa smo to. Smo to. Sicer pa testenine v omako, zato ker potem dodamo tudi nekaj te škrobne vode. Mogoče še nasvet za ogrevanje testenin. Okay. Testenin ne ogrevamo v mikrovalovni, vedno jih ogrevamo recimo z dodatkom tekočine v recimo neki širši kozici oziroma posodi. To sem se naučila od Italijanov. Ja, super. Urška, najlepša hvala za ta pogovor. Jaz sem ful vesel, da sva se končno tudi usedla pa kakšno rekla. Enako. Ja, vse preveč se gledamo sam prek interneta, ja. Pa premalo živo. Tako da mi je bilo res v veselje, da si se oglasila. Upam, a imaš kakšno naslednjo knjigo že v mislih? Ni mi treba zaupati, ko vem. Že se piše. No. Že se piše, ja. Naslova ne bom povedala, lahko pa sam povem, da pa ta hrana zelo diši, meni najlepše diši. Ok, mogoče bo kaj na žlico ali pa kaj sladkega. Ne vem, Urška, držim pesti, da bo to čim prej odzunaj. Jaz moram reči, da rad prelistam. Jaz sem sicer bolj spremljam te seveda po spletu, ampak zelo rad prelistam knjige, ker imam res rad von teh knjig. Ja, to mi je najljubše pri knjigah. In tale knjiga Testenine je definitivno našla mesto na moji polici. Hvala še enkrat, Urška, za obisk. Upam, da se ujameva tudi na kosilu makove široke rezance. Na makove rezance. Ja, ko priješ prek morja, ti jih pripravim. No, evo, super. Hvala lepa. Hvala, ker ste nas gledali in spremljajte Urško, če jo še slučajno ne, 220 stopinj poševno na vseh profilih, družabnih omrežjih in na spletni strani. Uživajte in ostanite lačni. Nasvidenje. Adijo. Super, hvala lepa. Evo.